Predstavljajte si, da bi lahko vaš denar rasel medtem, ko spite. To je bistvo investiranja. Ampak kje začeti in kam drugi vlagajo svoj denar? In kaj pa tisti super bogati? Ali investirajo tako kot vsi drugi ali imajo kakšne skrivne strategije? Danes bomo raziskali ta vprašanja in razkrili nekaj presenetljivih dejstev, ki bi lahko zavedno spremenila vaš pogled na denar. Do konca tega videa ne boste le vedeli, kje začeti z vlaganjem, ampak boste tudi razumeli, kam drugi in celo bogati vlagajo svoje premoženje. Ostanite z nami! Torej, pravkar začenjate z investiranjem. Morda se zdi nekoliko strašljivo, vendar brez skrbi. Lažje je, kot si mislite. Najprej pa poglejmo osnove. Ko vlagate, danes kupujete nekaj v upanju, da bo v prihodnosti vredno več. Pomislite na to kot na sajenje drevesa. Začnete z majhnim semenom, ki z ustrezno nego zraste v veliko, močno drevo. Toda v kaj točno lahko vlagate? Obstaja nekaj glavnih stvari, s katerimi lahko začnete. Delnice, ki so majhni deli podjetja, so priljubljena izbira. Ko podjetje zasluži, se lahko vrednost vaše delnice poveča. Predstavljajte si, da bi imeli majhen delež v vaši najljubši trgovini ali celo v velikem tehnološkem podjetju, kot je Apple. Potem so tu še obveznice, ki so kot posojila, ki jih dajete podjetjem ali vladi. Ta vam jih vrnejo z malo dodatka. To je, kot da bi prijatelju posodili 10 evrov in oni vam kasneje vrnejo 11. In na koncu imamo še vzajemne sklade. Ti so nekoliko podobni skupinskim prizadevanjem, kjer združite svoj denar z drugimi ljudmi za naložbe v več različnih stvari hkrati. Ključ do uspešnega investiranja je začeti počasi, se učiti sproti in vedno imeti v mislih svoje dolgoročne cilje. Ne skrbite, če nimate veliko denarja na začetku, tudi majhna vsota lahko s časoma zraste. Zdaj, ko poznate osnove, se pogovorimo o tem, kam drugi ljudje, na primer vaši prijatelji ali družina, morda vlagajo. Večina ljudi začne z varčevalnimi računi ali potrdili o vlogi, ki jih imenujemo tudi depoziti. Ti so zelo varni, vendar vaš denar ne raste zelo hitro. To je, kot da bi denar shranili v hranilec. Je varno, vendar se ne dogaja veliko. Potem nekateri ljudje radi vlagajo na borzo. Borzni trg je lahko kot vlak smrti z vzponi in padci, vendar se s časoma običajno dviguje. To je malo kot sajenje vrta. Včasih dežuje, včasih sije sonce, vendar lahko s potrpežljivostjo končate s čudovitim vrtom, polnim dobička. Drugi raje vlagajo v nepremičnine, kupujejo hiše ali stanovanja in jih oddajajo. To je, kot da bi imeli hišo, v kateri drugi ljudje plačujejo za bivanje. Ne pozabite tudi na tiste, ki vlagajo v svojo izobrazbo ali podjetja. To so odlični načini za vlaganje vase. Kam torej vlagajo bogati svoj denar? Morda vas bo presenetilo, ko boste izvedeli, da pogosto vlagajo v podobne stvari kot vsi drugi, kot so delnice in nepremičnine. Imajo pa tudi dostop do nekaterih edinstvenih priložnosti. Na primer, vlagajo v stvari, kot so hedge skladi in zasebni kapital. To so posebne vrste naložb, ki lahko včasih prinesejo ogromne donose, vendar so lahko tudi tvegane in so običajno na voljo samo ljudem z veliko denarja. Bogati tudi radi vlagajo v umetnine, redke zbirateljske predmete in celo stvari, kot so vinogradi ali zasebni otoki. To so stvari, ki lahko s časoma pridobijo na vrednosti, vendar jih ni tako enostavno kupiti in prodati kot delnice ali nepremičnine. Predstavljajte si, da bi imeli slavno sliko ali redek športni avto, ki postane še bolj dragocen, ko se stara. In končno, mnogi premožni ljudje se osredotočajo na vlaganje z vplivom. To pomeni, da svoj denar vlagajo v projekte, ki jim ne prinašajo le zaslužka, ampak tudi pomagajo izboljšati svet.
Lahko vlagajo v projekte čiste energije, izobraževanja ali zdravstvene oskrbe, ki izboljšujejo življenja ljudi. Torej, ne glede na to, ali šele začenjate z nekaj evri ali se želite naučiti skrivnosti bogatih, je investiranje nekaj, kar lahko stori vsak. Najpomembneje je, da začnete zdaj in se učite sproti. Ne pozabite, prej ko začnete, več časa ima vaš denar, da raste. Zakaj torej ne bi že danes posadili prvega semena? Hvala, ker ste si ogledali video do konca. Če ste v tem videu našli kaj koristnega, ga všečkajte, delite in se naročite na naš kanal za več nasvetov, kaj narediti, da bo vaš denar delal za vas.